Darja Vidmar-Vovko, prosim. Tale je večja, ta je 5x5. 5x7,5 je ogromno. Kaj pa ste testirali? Točno mi cel panelček povejte, lepo prosim. Tipičen primer bolnika premeščenega, to bomo res paziti, da se ti ljudje izolirajo. To bomo dosti zelo preveriti. Jaz sem vodja enote za konziliarno službo in nadzorovano rabo antibiotikov na infekcijski kliniki. V bistvu sem skozi leta in desetletja to enoto tudi nekje ustanovila in razvila. Neurokirurgija, če je za enega pacienta? Delo obsega pravzaprav dve dejavnosti. Na eni strani infektološko-konziliarno službo. Aha, 10/6 sonikata aureus. To pa kar prepričljivo. In na drugi strani skrb za predpisovanje antibiotikov v kliničnem centru. Vnetni so nizki, in to zelo nizki, tako da bi tole jaz predlagala, da se ukine. Na eni strani gre res za skrb, kako se predpisujejo antibiotiki, ampak ta skrb ni mogoča, če bolnika ne poznate, če ne veste, kako je bila bolezen diagnosticirana, kakšne ima še druge težave. Se dobro počuti z vidisom, taki, da danes... Kaj smo pa zdravili? 5 dni antibiotično terapijo, ampak to ni bilo nobenega posega. Bolnik je bolje obravnavan, na drugi strani pa je tudi boljša prepoznavnost in nekje sodelovanje kolegov, ki so primarni zdravniki teh bolnikov na oddelkih. Prinesmo rešemirjanja papirja 750 mg na 12 ur. Opažam, ko generacije postajajo potem specialisti in starejši specialisti, da je tega vedenja o pomenu antibiotikov in o tem, da jih je treba predpisovati res previdno, bistveno več, kot ga je bilo pred leti. Na oddelku infektologa, pridem. Pride kolega infektolog k kolegu, recimo kirurgu, internistu, pogovorita se o pacientu in se dogovorita tudi skupaj, kako bi predpisovali oziroma kako bi nadaljevali ali eventualno ukinili antibiotično terapijo. Robotsko odstranili ta 6. jetrni segment, spravili žolče vode, to je bilo kamenčko z eno malo škarpico. Zdaj je prvič po 20 letih, da nima bolečine. Da si jetra ne vprašajo. Mi smo začeli s tem načinom pravzaprav že pred 25 leti, ko je bilo to res novo tudi v svetu. Nekateri bolniki potem dobijo antibiotike v obliki tablet in grejo lahko domov. Gospa, domov greste lahko? Kakšne je treba žal zadržati. Je pa trend v krajšanju antibiotične terapije, ker je bilo ugotovljeno v številnih raziskavah, da pravzaprav antibiotiki delujejo hitro, uničijo bakterije in potem jih lahko nehamo predpisovati. Podobno kot pri drugih naravnih virih, seveda moramo paziti, da jih ne izrabimo in zlorabimo. S tem pustimo ostale bakterije, da se ne navadijo, da ne razvijajo rezistence. Zmanjšali smo delež tistih, ki dobijo več kot en dan. Naberem tam 8000 korakov, če imam kakšen tak dober konziliarni dan. Spomnim se ene izjave enega farmacevta pred leti, ki je to dejavnost nadzorovanja rabe antibiotikov imenoval, kot bi pasli na pašniku neke dragocene vire. It's about shepherding precious resources. Smo zdravniki se zelo navadimo, tako preveč navadimo včasih, preveč. Če smo manj nagnjeni k nekemu doseganju neke take absolutne, obsesivne čistoče, ker vemo, da je treba s temi mikroorganizmi živeti. Bakterije so v bistvu del nas in moramo skrbeti, da živimo z bakterijami in drugimi mikroorganizmi, če se le da v neke vrste ravnovesju.
Antibiotik v bistvu ne deluje na človeka, na človeške celice, deluje na mikroorganizme. Tukaj imamo ta trikotnik človeka, ki zboli, potem mikroorganizem in potem antibiotična terapija. In prvi princip je, da seveda z antibiotičnim zdravljenjem ne škodujemo neposredno bolniku, tudi antibiotiki imajo neželene učinke. Potem moramo pa poskrbeti, da je ta vpliv na mikroorganizem tak, da bomo mikroorganizem seveda, kadar povzroča okužbo, čim prej uničili, drugače pa ga bomo pustili pri miru. To je nekaj podobnega pravzaprav, kot je življenje z naravo, na sonaraven način, če govorimo o skrbi za planet, če govorimo o teh ekoloških principih življenja. 2 grama na 4 ure za začetek, pa bomo videli. Pa se slišimo, kako bomo videli. Videli so pa oni to vse vam pokazali, zdaj tudi celo kost. Tako je. Glede količine predpisanih antibiotikov smo recimo na 6., 7. mestu nekoliko med evropskimi državami, torej glede na manj predpisovanja, se pravi, to je ta dober del tabele. Zdaj bo jutri za ta teden antibiotikov predstavljena zadnja presečna raziskava v BCDC, potem bi bilo pa dobro, da bi naredili pa eno samo za antibiotike, pa v kliničnem centru. Mislim, da bomo januarja imeli čas, da bomo vse pregledali in primerjali te rezultate tudi z prejšnjimi raziskavami po enaki metodologiji. Na ta način nekje sledimo učinkovitosti svojega dela. Tisto, kjer je problem večji, so bolnišnične okužbe zaradi slabe bolnišnične infrastrukture in večnega pomanjkanja kadra, in zato tudi pride do širjenja odpornih mikroorganizmov. Zelo nas skrbi prav v zadnjem letu po pandemiji, ko je prišlo do nekaterih žarišč po Sloveniji, kjer je teh bakterij že kar precej, da se bo problem razširil po vsej Sloveniji. Govorimo o bakterijah, ki praktično niso več občutljive za noben antibiotik ali pa samo za posameznega. Ampak to je točno edini antibiotik, ki nam ostane. 14 dni IV, pa se bomo zmenili. Bravnese pišem, pa se bomo zmenili. Bravnese pišem. Srečno, dio. Mikroorganizmi nastopajo v dobesedno milijardah, in eden se spremeni, uide antibiotični terapiji, in če mi s to antibiotično terapijo nadaljujemo, se seveda ta bakterija veselo, zdaj, ki je odporna na antibiotik, razširi naprej. To je krog, ki teče, in zato je treba z bakterijami ravnati previdno. Treba pripričati, da se punktirate, če se da, ker tako malo moksiklava. Ne, sej nismo nič dali. 9 dni, ne. Ukinili bomo tole. Zato, ker so bili okuženi z odporno bakterijo, ne samo zato, ker so bili okuženi, umre 1 700 000 ljudi na letni ravni. Kadar se kaj takega zgodi, slab občutek in v bistvu neka nemoč. Nemoč proti bakterijskemu svetu, ki se bo vedno prilagajal, ne glede na to, kakšne antibiotike bomo izumili. Včasih pa tudi neka nemoč, ker je zelo težko dopovedati odločevalcem, da potrebujemo boljše prostore, da potrebujemo recimo enoposteljne sobe, da lahko bolnike izoliramo. Še vedno smo na repu Evropske unije glede deleža recimo enoposteljnih sob. Tako da bi res želeli, da odločevalci temu prisluhnejo in izboljšajo te pogoje za bolnike v bolnišnicah.